Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. O prisluhih se v teh dneh v slovenskem političnem prostoru veliko govori. Kdo stoji za prikritimi, nezakonitimi zvočnimi posnetki javnih slovenskih figur, političnih, pravniških, ki jih je lansiral nekdo v javnost, verjetno za potrebe prihajajočih državnozborskih volitev. Naj se zdaj ukvarjamo s tem, kdo je to nezakonito snemal ali z dejansko vsebino prisluhov. Kdo bi lahko stal za tem, kdo bi lahko te prisluhe naročil. Je zadaj morda celo kakšna obveščevalna služba, veliko je teorij zarote. Ravno zato smo danes v studio povabili sogovornika, strokovnjaka za varnostna vprašanja, tudi nekdanjega šefa Sove, gospoda Andreja Rupnika. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ja. Nekaj ste javno sicer že nastopal, pa niste dobil prav veliko priložnosti. Upam, da bova danes lahko malo bolj obširno poklepetala o tem, kaj se pravzaprav dejansko dogaja. Najprej vaš občutek za začetek, ne? Je to prišlo, ne more biti naključje, da te stvari prihajajo ven zdaj, ne 10 dni pred volitvami? Seveda ne. To je verjetno vsakomur jasno, da je to povezano z volitvami. Ne? Tudi najna debata je povezana z volitvami. Mislim pa, da so ljudje zadosti zreli v Sloveniji, da si bo vsak okrog tega ustvaril svojo sliko. Upam samo, da bodo ljudje v bistvu res pozorno spremljali te zgodbe. In čeprav je v slovenski navadi, da se že krepko pred volitvami večina ljudi odloča, kako bo volila, mislim, da je to trenutek vsaj nekega preudarka pa ugotoviti, a mi res želimo iti po neki poti naprej ali hočemo pač neke radikalne spremembe. Jaz sem zanesljivo pač nekdo, ki je pristaš radikalnih sprememb in umikanje te tako imenovane globoke države ali pa strice iz ozadja ven iz teh zgodb, ker če je karkoli bilo zdaj jasno, kar je sicer tistim, ki poznamo to sceno že jasno dolga leta, ne, so zdaj prvič ljudje iz prve te vrste ali pa z prve vrste neposredno za top politiki povedali, kako ta ozadja v bistvu deluje, in to niso atributi pravne države. No, do vsebine bova še prišla, ampak ne, zdaj videl sem, da se je veliko osrednjih medijev fokusiralo na to, kdo bi lahko stal za prisluhi, ne, ki so nezakonito pridobljeni, šlo je za nezakonito snemanje brez dovoljenja, kot pa samo vsebino, ne. In zdaj marsikdo je prst že usmeril recimo v največjo opozicijsko stranko, spet drugi so okrivili neke poslovneže, celo lastnika tega medija, ne, po drugi strani bivšega lastnika Radia 1, Lea Oblaka, ki je to moral javno zanikati. Zdaj se išče krivca za te posnetke. Je to pravi pristop po tem, kar smo slišali? Ja, to je pač eno od vidikov, ne, ker sta tukaj dva pravna vidika, ne, dve pravni kršitve sta vsebovani v celi zgodbi, ampak to, da recimo tista stran, ki je napadena, poudarja samo eno, to je normalno, ne, se pravi, to je odziv, ne. Veste, vse to, kar smo videli, ne, je v bistvu vsebuje elemente kriminala, vsebinsko vsebuje elemente kriminala, ne. Predvsem pa vsebuje celo vrsto trditev, ki so za udeležence neprijetne, ne. Se pravi, ljudje, ki ne bi bili med sabo v dobrih odnosih, pa prijatelji, v bistvu dobesedno oblikujejo drug drugega in ga nekatere celo inkriminirajo v tej zgodbi. In stvar je v bistvu sodi, kompletno to dogajanje sodi v kategorijo tako imenovanega latentnega kriminala, kar pomeni, da v bistvu nimate standardne strukture storilca, poškodovanca, ne, kjer je oškodovanec zelo zainteresiran, da se zadeva razišče. Tukaj imate pa dve osebi, ki sta obe vpleteni v nekaj, kar je nemoralno, neetično, počasih tudi kriminalno, ne. Torej nimate interesa ne eden ne drugi, da bi priznala, da je to, kar se je pokazalo v medijih, resnično, ne. Zato si po vrsti zanikajo, ne. Se pravi, tistih so bili obrekovanju, ne, to ni res, to nikoli ni bilo tega telefonskega pogovora, in tistih so bili pri teh pogovorih ujeti, sicer nezakonito posneti, trdijo, da se tega niso pogovarjali in da gre za v bistvu nekaj, kar bi sodilo kategorijo deep fake, ne, če bi šlo v resnici za manipulacijo z umetno inteligenco, ne. No, ko govorijo o samih posnetkih, ne, slišati je spraševalca, ki govori v angleščini, ne zdi se, da bi bil angleščina njegov materni jezik, ne. Za koga bi pravzaprav lahko šlo? Težko je ugibati, ne. Strežniki spletne strani Anti-Corruption 2026 so na Islandiji, to je zdaj jasno, ampak to ne pove kaj dosti, kdo bi lahko stal za tem. Strežniški prostor lahko zakupiš kjerkoli v svetu, ne. Zelo običajno so podobne stvari objavljene na kakšnih tajskih, kitajskih in podobnih strežnikih. V tem primeru je pač nekje na Islandiji, ampak zato, da ti odpreš neko domeno, ne. Na tujem strežniku praktično ni osebne identifikacije, ni v bistvu potrebno nič predložiti, da bi dokazovalo, kdo si pa skje si, ne. Se pravi,
pravi, digitalno se da te sledi relativno dobro zatreti. Druga stvar, ki jo pa ljudje v takih primerih izkoriščajo, pa dejstvo, ali s to državo, kjer ti strežniki obstajajo neke povezave varnostne narave, da bi recimo lahko te dokaze pa podobne stvari pridobivali. Ker brez dostopa do teh strežnikov oziroma njihovih dnevnikov je nemogoče ugotoviti, s kje je pravzaprav nekdo uploadal datoteke in podobne stvari. Se pravi, nekdo, ki je v ozadju v obeh primerih, in v primeru tega, kar je na Anti-Corruption objavljeno, in na tem Facebook profilu Maske padajo, se tega zaveda in skuša pač enostavno maskirati točko, s katere je pač to vstopilo v internet. Se pravi, to bo pač problem za preiskovalce, ker se zelo pogosto zgodi, celo v zelo velikih primerih, da glede na strukturo pa na način delovanja in tehnične povezave interneta včasih pač enostavno ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, s kje je to prišlo. Pa smo imeli velike napade, naprimer leta nazaj so domnevno Rusi hekirali energetski sistem Amerike, ker je polovico Amerike bilo v določenem obdobju izločenega z električnega omrežja, pa so Američani niso nikoli našli nekega 100% dokaza, da je to bil napad, ki je v resnici prišel iz Rusije. Tudi tukaj v Sloveniji mislim, da bo to zelo težko ugotoviti, razen če ne bo nekdo v bistvu naredil neke ključne tehnološke napake ali pa če se ne bo pojavil kakšen žvižgač. Zdaj, kdo bi pa imel motiv, da se to objavlja, enega ste že omenili, se pravi neka politična konkurenca, ampak ugotovili smo, da so motivirani tudi ljudje, ki v resnici jih je zelo težko povezati za neko politiko, levo ali pa desno, in so ravno tako zelo aktivni na tem področju, se pravi neke kritike oblasti, in to več ali manj upravičene kritike oblasti. Ni pa mogoče izključiti tudi kakšnih popolnoma kriminalnih združb, kar bi bilo seveda v tem primeru lahko povezano z določenimi izsiljevanji pa podobnimi stvarmi, za kar ne vemo, če so obstajala. Tretja sfera so pa zanesljivo lahko pa tudi tuje obveščevalne službe, ki bi bile v bistvu, ki bi imele pač nek posredni interes, ampak spet ta, da se oblast zamenja. No, ko ste ravno omenjali tuje obveščevalne službe, se nekaj teorij zaroti zdaj kroži, da je to maščevanje, kjer je Slovenija priznala Palestino in da bi za tem lahko stal Mossad. A gremo res lahko tako daleč? Teoretično bi bilo to mogoče, ampak Mossad ima danes druge probleme. Smo premajhni, da bi se z nami ukvarjal. Jaz mislim, da je to v bistvu center celje zadeve zanesljivo Slovenija. Kdo od drugih bi imel toliko interesa za neke. Mislim, Slovenija v evropski pa svetovni politiki ni faktor, ni igralec. In v bistvu to, kar se v Sloveniji izjavi javno ali pa kakorkoli drugače, ne vpliva na svetovno politiko. Je mogoče nekomu neprijetno, če Slovenija zavzame kakšno stališče, da bi pa to imeli hud vpliv. Pa ne. Se pravi, ni mogoče, da bi zamenjava politike v Sloveniji zanimala tuje obveščevalne službe? Ta v bistvu interes je vselej, veste, naprimer, če pride do neke hude bipolarnosti, naprimer tudi na nivoju Evropske unije, kjer je zdaj pač zaradi slabega odziva v času covida, zaradi woke ideologije, pa tako naprej se je desnica v bistvu ojačala. In seveda nekatere na drugi strani to zelo moti, kar pomeni, da ta konflikt, ki je bil leta nazaj v bistvu relativno prikrit, postaja na ravni Evropske unije če dalje bolj odkrit. Gre za dve ideološki sferi, ki nista pač popolnoma kompatibilni. In če se ta konflikt, ta bipolarnost v bistvu če dalje bolj izraža pa jača z različnimi prijemi, to ni ravno dobro za stanje napredka pa za demokracijo. Slišal sem, da je predsednik vlade sklical svet za nacionalno varnost zaradi tega. Super, ampak poglejte, to je v bistvu overkill, bi temu rekli, pretiravanje. Če bi šlo v resnici, pa če bi ti ljudje v resnici verjeli, da gre za nekaj, kar ogroža nacionalno varnost, potem bi mi imeli kompletni aparat na nogah. A ga imamo, nimamo ga. Naprimer, to je tisto, kar je za mene pomenljivo. Če bi se zgodilo nekaj, kar bi dejansko ogrožali temelje nacionalne varnosti, bi se aparat v celoti zganil enormno hitro, v 24 urah bi vse te službe delali. A potem je to bolj predstava za javnost? Jaz imam tako občutek, da je to bolj predstava za javnost, ampak nihče se pa ne upa tega aparata v celoti pa s polno paro zagnati, ker ve, da bo lahko ta aparat, če ga spustijo, izvajati. Naprimer, da reče v Sovi, naredite vse, kar je možno narediti policiji, prišite vse, kar je možno preiskati, ampak to posebni policijski skupini, tako imenovano task force, ki bi se samo s tem ukvarjal. Se pravi, ljudi, ki definitivno nimajo nobenih političnih afinitet ali pa povezav, potem bi verjel, da je to resen namen, tako pa nimam občutka, da gre za nek resen namen. Sekretariat je sicer sestavljen iz vodij nekaterih
služb, se pravi, tam je direktor Sove, je direktor vojaško-obveščevalno-varnostne službe, je svetovalec za nacionalno varnost, ki ga vodi, pa tako naprej, ki je politik, ne, se pravi, ni strokovnjak, je šef policije in tako naprej. Zdaj, kaj so se oni pogovarjali, ne bomo verjetno zvedeli, ne. Vendar pa, tako kot sem rekel, ne, če bi šlo dejansko za nekaj, kar ogroža nacionalno varnost, pa bi šlo dejansko za neko hudo vpletanje v volilni proces, potem bi ta aparat deloval popolnoma drugače, bolj agresivno, bolj transparentno, pa se to ne dogaja. A pa so ti posnetki poskus vplivanja na rezultat volitev? Morda se lahko strinjava, da je to poskus vplivanja, ampak a gre v primeru razkritja tovrstnih posnetkov, kjer so se ljudje zelo evidentno, sproščeno so razlagali v teh posnetkih, ujeli v past, ne? A so lahko potem volitve na nek način zaradi tega kompromitirane, ne? Ker zdaj nekdo pravi, vidimo kar nekaj mnenjskih komentatorjev z leve sfere, ki pravijo, ne, volitve ne bodo legitimne zdaj. Ne? Pa, no, mislim, to je slabo razlogovanje. Ne? Če ste me ujeli s puščenih hlačami, zdaj v bistvu sem ekskulpiran zaradi tega, ne? Ker nisem vedel, da ste me ujeli. Ne? To je malo čudaško, ne? To je čudno razlogovanje, ne? In upam, da temu ljudje ne bodo nasedali. Ne? Dejstvo je, da se je skozi te debate, ne? So nekateri predvsem popolnoma benigne, midva se lahko o tem pogovarjali v gostilni. Ne? Tile so se pa pač pogovarjali, te dve gospe, ne? Ker imamo pač dva različna sklopa teh prisluhov. Ne? To, kar je na Anti-Corruption objavljeno, gre večinoma za neke benigne debate, ne? V katerih se pač ti udeleženci slovenske strani enostavno izpostavljajo kot ljudje z hiperpovezavami do vladnih struktur. Zdaj jim lahko verjamemo, da to res lahko malo se tudi hvalijo. Seveda, ja, zato, ker ima interes. Ne. Oni so zdaj vsi v neki poslovni sferi, v kateri želijo pač enostavno doseči neke ekonomske rezultate. In načeloma je to mednarodno svetovanje lahko zelo lukrativen posel. Ne. Dobiš v redu honorare z teh zgodb in če hočeš uspeti, ne, pač enostavno želiš prikazati sebe kot nekoga, ki ima super povezave. Ne. Ampak večinoma teh stvari, ki so bile razkrite, so dejanske. Ne. Jim gre verjeti, ne gre samo za napihovanje, pa za hvalisanje, ampak iz več virov, torej neki ljudje, ki ne bi bili med sabo nepovezani, precej podobne zgodbe širijo. Ampak nekatere od teh, ne, če škučeno v zadju že tok in tok let, ne, to je pa v bistvu javna skrivnost v tej državi, ne, ki je seveda tudi nekaj, kar je v bistvu stran pod demokracije. Ne. Če hočeš biti v politiki aktiven, moraš biti transparenten. Ja. V marsikajšnji državi na zahodu, kjer imajo pač običajno dve službi, notranjo varnostno službo pa zunanjo obveščevalno službo. Notranja varnostna služba preiskuje take stvari. Zakaj? Ker gre za v bistvu obvoz demokratičnih procesov, ne? Ker nekdo dela v senci in to ni popolnoma nobene razlike med kakšnimi prostozidarji, med drugimi temi klandestinimi skupinami, med strici iz ozadja ali pa z nekdanjim predsednikom države, če poskušajo z neke sence vplivati na te procese. Ne? No, vsebini se bova še posvetila, ampak na televiziji komercialni, kjer ste tudi vi nastopal, sem slišal znanega politologa, bivšega predsednika SD Igorja Lukšiča povedati, ne, to je sporočilo, če zmaga neka druga politična opcija, bodo to počeli državljanom, jih neprikrito snemali in objavljali, ne. Kako ste vi razumeli to izjavo? Ja, točno tako ste zdaj povedal, ne. Igor je to pač povedal na način, se je tudi poudaril, da on izhaja iz svojega političnega miljeja, ne, kar je po moje malo nerodno. Če želiš imeti nekega komentatorja, potem mora biti kakor toliko objektiven, ne. Ampak on je sam povedal, ne, razkril se je, ne, da pač navija za Levico in ima pa seveda prav, ne, a veste, za nekoga, ki v bistvu ni do te mere predan pa študiozen, da bi šel vse to preštudirati z različnih zornih kotov, bo to popolnoma zadostovalno. Saj on je tudi rekel, da to ne bo imel nekega hudega vpliva na volitve, jaz se bojim, da res ne. Zato, ker je pač so ljudje že večinoma odločeni? Ja, so že večinoma odločeni, ne, in žal, ne, je to v slovenski naravi po 35 letih demokracije, da nekaj, kar bi moralo biti zavržno, se kar sprejema. Ne. In potem to postane vzorec za vso politiko, ni važno, katera je leva ali desna, ampak to je normalno. Ne. Prideš na oblast, porederaš v bistvu direktorje firm, ki so v državni lasti, postavi svoje ljudi, ne nujno najbolj sposobni, ker takih zmanjka, ker imamo premehno kritično maso kvalitetnih kadrov v Sloveniji in potem v bistvu pridemo v razmerje, kakršne so danes. Ne. Vsakdo ve, kje so skrite denarnice. Ne. In tukaj moramo biti pošteni, ne, pa povedati lepo realno, da tukaj ni neke bistvene razlike med temi političnimi elitami. Ne. Upam, da se bo to spremenilo. Ja. No, če so že pri tem, na enem podcastu je Janez Janša v soočenju s predsednikom vlade Robertom Golobom dejal, ne, vi ste čistili janšiste, mi bomo verjetno zdaj sestavljali vlado
pa tega ne bomo naredili. Ne? No, to je javno napovedal. Ne verjamem tega. Lejte, ta proces je začel zato, ker sem bil deležen teh procesov že dvakrat v svoji karieri. Ne. Na srečo so me obogatili, ne, sem se nekaj naučil z teh zgodb, ampak mene so in levi in desni že zamenjali, ne, in to brez nekega očitnega razloga, ampak samo zato, ker sem prej bil del pač nekega aparata, ki je bil pod kontrolo ene ali pa druge strani. Veste, in pri nas, če pogledamo zdaj te vodilne strukture in v obveščevalno-varnostnem aparatu, ne, koliko je to zamenjav, ne. To je kot mestni avtobus, niti en potnik ne gre od prve do zadnje postaje, ampak se stalno menjajo potnike. Ne. To ni normalno. Ne. Nihče od teh šefov ne more nikoli postaviti nekega resnega sistema in že ko pride na pozicijo, ve, da če ne bo v bistvu delal tako, kot ta njegov politični šef pričakuje, bo zamenjen čez noč, ker jih tam cela vrsta stoji, ne, ki bodo to z veseljem prevzeli to funkcijo, pa čeprav za zelo kratek čas. Ne. Ste pa enkrat rekli, ne, da nihče ni šel tako globoko očiščenje. Drži. To se iz vsakega naslednjega cikla se to v bistvu bolj poglablja in Golob je definitivno šel v tem procesu najglobje. Ne. To ljudje pozabljajo, on je takoj na začetku naročil od vseh ministrstv sezname, ki so bili javno objavljeni, vseh uradnikov, vseh ministrstvih in organih v sestavi, ki so ob določenem obdobju Janševe vlade napredovali. Kar je v bistvu protiustavno. Ne. To je za mene bila ena največjih kršitev človekovih pravic v Sloveniji, ne, s tem, da so šli objavljati te podatke. Ne. To se mi je zdelo popolnoma narobe. Druga stvar, ki jo je Golob naredil in je ravno tako šla skozi nekaznovano, zato jaz ne verjamem v slovensko pravno državo, je, ko je uzurpiral zakon o policiji in z uredbo uredil in prenesel pristojnost, ki je izvorno policijska, za njegovo varovanje drugih vi posebej po Sloveniji, na neko svojo, jaz jim pravim, kar garda, ne, ki jo je potem vzpostavil s temi kadri. Ne. Zaenkrat mu to uspeva, ampak me zanima, kaj se bo zgodilo, ko bo prišlo do prvega resnega ekscesa, ko bodo ti njemu dodeljeni policijski uslužbenci, ki so pod kontrolo kabineta predsednika vlade, prišli v situacijo, da bo treba uporabiti prisilna pooblastila, mogoče tudi orožje. Kako se bo to urejalo? Kdo bo za te stvari odgovoren? Zapravo, to so stvari, ki bi v neki pravni državi ne bi šle tako mimo, kot so šle v tem primeru. Ne. Plus, že sam izraz hoče dejanšizirati policijo. Kaj imaš pa kriterij? Kateri kriterij je to, da je nekdo Janšovca, pa kaj podobnega? In so potem šli nekritično meni kup ljudi. Jaz se samo bojim, no dobro, recimo, da verjamemo, da Janez Janša tega ne bo naredil, ampak enostavno bo to zelo težko, ne? Ker nekatere ključne pozicije bo treba zamenjati, to ni debate. Ne? Morate pa vedeti, verjetno ni govoril o teh ključnih položaj, ki so na nek način tudi politične funkcije, recimo generalni direktor slovenske policije je hkrati strokovna funkcija, na nek način pa tudi politična, ne vsak predsednik vlade si je postavil svojega. Ne? Svojega si je postavil, zato ker se mi sprenevedamo v tej državi. Ne? Se pravi, po zakonu ni nobenega razloga za zamenjavo. Ne? Potem pa dopuščamo, da v letu dni ta politik zamenja pač te svoje neposredno podrejene po svojem lastnem preudarku. Ne? Jaz sem pristaš meritornega sistema, kar pomeni, da ti moraš iti čez objektivne filtre, ne pristranske, kar smo v Sloveniji že ugotovili, zato je prišel ta prejšnji šef policije skozi te filtre, ker so bili očitno pristranski. Se pravi, mora biti sistem nepristranski in izključno temeljiti na meritornih principih. Ne. Se pravi, kakšen imaš ti CV, kaj si v življenju naredil, kaj si ustvaril. Ne samo to, da si hodil v službo, pa zbil tih, ne, pa svojo plačo za službo, ampak mora biti nekaj ustvarjalnega. Med temi ljudmi zbirati, dobiti popoln konsens in tega človeka pustiti, da naredi svoj posel v kompletnem mandatu in reagirati na sleheren poskus političnega vplivanja. Če se zdaj vrnemo k prisluhom, pravite, da prav veliko vpliva na volivke in volivce ne bodo imeli. Približno petina volilnega telesa, ki bo šla na volitve, je še neopredeljena. So to ljudje, da gledajo ki ti televizijo pa posnetki podcaste. Ja. Če tega ne gledajo, recimo, zato ker tole zahteva kar nekaj časa. Ne. Zdaj pri nekaterih teh sem videl dni podnaslavljanja v slovenskem jeziku, ne, je to potem malo težje razumeti. Pa tudi, koliko se pogovarjam z ljudmi, marsikdo je v bistvu do tega popolnoma imun, niti ne ve, kaj se dogaja, nekaj malega sliši pri teh mainstream medijih in to je to. Ne. Ampak delijo se posnetki na družbenih omrežjih kot požar. Vse. Ja. Veste, to je na primer v Sloveniji mogoče in ena točka preloma, da v bistvu napram vam, na primer podcasterjem, ne, uradne, državne pa paradržavne medijske hiše zgubljajo moč, ne, zato ker premalo časa posvetijo v bistvu temu, kar so podrobnosti. Ne. Veste, tam, kad te zrežejo, imaš snemanje, naprimer 10 minut, potem je pa to minuten prispevek, v katerem zelo pogosto te televizije uporabijo samo to, kar jim gre. Ja, ker dela v obeh medijskih formatih, moramo razumeti zakonitosti televizije, kjer smo vezani na oglaševalce, na čas. Ne. Res je. V podcastu pa lahko se debatirava prosto. In je zanimivo, recimo ta primer tega nepridiprava je pokazal, kakšno izjemno moč ima lahko v bistvu neko socialno mrežje, če je pravilno motivirano
pa če se je v teh ljudeh nakopičil zadosten nivo nekega nezadovoljstva. Ne. Vsi Slovenci smo nasplošno nezadovoljni še z dobrimi stvarmi, ne. Ampak v tem političnem smislu se mi pa zdi, da smo precej apatični. Ne. Češ, kaj bo pa razlika, če pride en ali pa drugi, vsi so isti. Žal, v marsikšnem smislu je to res. Ne. In zato so ljudje do neke mere apatični in potem pri njih prevladujejo emocionalni kriteriji, ko se odločajo na volitvah, ne pa razumski. Ne. No, sam recimo nisem vse gliharski, ne zdi se mi, da niso vsi isti v politiki, vsaj po političnih programih. Sam recimo vem, kaj zagovarjam, kaj je neka vlada uzakonila, kaj je druga odpravila, če sva recimo pri nizkih davkih, recimo, da ostanejo pri tem. Ampak ko ste omenjali nepridiprava, Aleksandar Repić, vplivnež 116,000 sledilcev, kritiziral je Janševo vlado v času covida zaradi nošnje mask, ukrepov. Aktiviral se je mesec in pol pred volitvami do Golobove vlade, nastopil izrazito negativno, svoje sledilce preusmeril, prekanaliziral na družbena omrežja Svobode. Videli smo, kaj se je zgodilo, izglasovali so Golobovo anketo, da se ne počutijo svobodne v državi v več kot 90%, potem pa so se pravzaprav začeli napadi nanj z vseh strani, ki jih prej nismo videli. Najprej medijski napadi, potem aretacija na letališču oziroma pridržanje za kratek čas, potem so mu izbrisali profil. So vse to naključja v tem času? To niso naključja. Naprimer, ta aretacija, tamle na Brniku je bila dejansko res overkill, se pravi, to je bilo neprimerno, njega bi lahko doma pobrala pa kjerkoli. Postal je, naprimer, jaz se ne spomnim podobnega primera v času Janševe vlade, da bi nekoga, ki je kritiziral oblast, šli tako zelo radikalno v bistvu poskušati zatreti in to s pomočjo državnega prisilnega aparata. Ne. V tem primeru jaz mislim, da epilogi še sledijo. Naprimer, jaz vem, da naprimer to postopanje s to partnerko tega nepridiprava, ki je to snemala, ta je bil zanesljivo, ni bil Imela je modrice, povedal je Repić v intervjuju. Že samo dejstvo, da nekomu preprečiš to snemanje. Meni ta snemanje, recimo policistov v postopkih, tudi niso ravno všeč, ampak po zakonu niso prepovedana. Torej nimaš nobene osnove prepovedati nekomu, da je to posnel, zato ker je tega v bistvu na tone vse posodne. Žal nisem videl, da bi ti policisti bodycam, se pravi, da bi oni sami snemali te postopke zato, da zaruje svoj postopek ali pa da se dokaže, da je bil postopek zakonit ali pa nezakonit. Zdaj imajo srečo, če bi bil tale Repić nek odvetnik, naprimer, ali pa kakšen, ki ima take hude politične zveze, bi bil to urnebesni škandal. V tem primeru pa, ker Repić pač je po domače povedan nek svobodnjak, jaz ne moram drugače reči, ima svobodnjaška načela. Mogoče bo užaljen, ker ti svobodnjak se povezuje z Robertom Golobom. Okay. Po naravi je človek, ki ne da prav kaj dosti na nobeno avtoriteto. Vse si že prej sam povedal, da je bil kritičen v obdobju covida do vlade in bo tudi pri vsaki naslednji taki podobni situaciji bo kritičen. S čim so sekali po njemu? Ja, s pretiranim izkazovanjem državne moči in seveda tudi za temi napadi na njega, ko je kot relativno mlad človek naredil sicer nekaj napak, ki jih pa nikoli ne zanika. Ne. In če bi šli mi zdaj v ta... Ste je pravzaprav pridobil priljubljenost, da se je spreobrnil in zdaj vrača družbi z dobrimi deli. Pa že njegov ta nickname ne pridi prav, kar veliko pove. Jaz moram priznati, da nisem prej za njega nikoli slišal, pa sem si šel pa te stvari ogledati in vidim in razumem, zakaj ima tako socialno moč. Ampak o tem sem veliko razmišljal. Mediji so ga pravzaprav potem razgalili, ves čas na vseh naslovnicah opozarjali, kakšna je njegova preteklost, ki je sam ne skriva, to ste omenjali, ampak naj se slovenska družba, ko nekdo odsedi kazen, ga rehabilitira nazaj v družbo. To je namen kazni. Sveda se ga po zakonu ga rehabilitira. Vsakmu, ki je storil pač to napako, ki se ji reče kaznivo dejanje, in če je bil obsojen, se potem ta sodba po določenem obdobju, ki je zakonu določen, zbriše. In se je zbrisala. In potem, če takmu človeku očitaš, da je kriminalca, pa kaj podobnega, je to lahko že samo po sebi v bistvu novo kaznivo dejanje. V redu, okrog tega si lahko mislimo, karkoli si hočemo, če vsi vejo, da si nekaj naredil, ti izbris nič ne pomaga. Se pravi, se bo to stalno preleklo na plano. Ampak v resnici je treba ljudi ceniti po tistem, kako so živeli pol po tistem, ko se je to zgodilo. V redu, to je bila neka napaka, ampak jaz mislim, da večina ljudi tega ne jemlje kot nekaj tako radikalnega, da bi človeka absolutno izključili. Če bi on bil še zmeram v teh kriminalnih aktivnostih, potem bi bila to druga zgodba. Pa se ni bil problematičen. Postal je problematičen, ko se je začel ukvarjati z Robertom Golobom. Ja, prej je bil pa mir pa tišina okrog tega. Če bi on napadal še naprej Janšo, potem teh zgodb ne bi videli. Ampak ta moč, ki jo družbena omrežja imajo, on je preusmeril več tisoč sledilcev, ki so komentirali
jezne komentarje pod profilom Roberta Goloba, pod profilom Svobode. Svoboda je potem zaklenila svoje profile, češ da je prišlo do kibernetskega napada. Zdaj vemo, da se je očitno dogajalo oboje. In jezni sledilci in neke vrste spema. Kako bi temu rekel? Ta spam je enostaven, se so v bistvu znani podatki okrog tega, da ti lahko tam nekje v nekih eksotičnih državah najame za neki mehen denar celo plejado živih ljudi, niti ni treba boto, in ti živi ljudje bodo v bistvu zaspemali nek strežnik zaradi kakšnega učinka, tazga ali pa drugačnega, ampak v tem primeru ta spam celo ni bil Distributed Denial of Service, DDS, se pravi nekaj, kar je v bistvu namenjeno, da se strežnik sesuje. Tega ni bilo, ampak samo ni jim bilo všeč, kar je gor letel in so pa zaradi tega pa sami svoj lasten profil v bistvu za nek določen obdobje ustavili. Jaz niti ne vem, so ga nazaj vzpostavili ali ga niso. Je bilo pa res, precej nespretno. Če vprašaš nekaj, kar v tem obdobju, po tem času ni najbolj pametno, potem računaj, da lahko dobiš nazaj odgovor, ki ga nisi želel. In zanimali so, naprimer, glede na to, da se hvali celo predsednik vlade, da ta njegova partnerka je strokovnjakinja, ki ne bi služila v bistvu s temi stvarmi, kako se vam lahko zgodi tak failure, da sami ne znate oceniti moči socialnih omrežij, digitalnih socialnih omrežij. Ker tam v bistvu tako, to ni tako, ko se zdaj ljudje pogovarjajo v gostilni, tam si zelo hiter na vrst za kakšno kazen, če si stegnil jezik prideleč. V digitalnih omrežjih je pa anonimnost zagotovljena, tam pa ni v bistvu neke neposredne kazni. In glede na to, da ima verjetno, jaz nisem šel nikoli gledati, pa to bi bilo zanimivo sociološko pogledati, pa zvedeti, kdo so v bistvu ljudje, ki so v tej kvoti čez 100,000 sledilcev, bi verjetno našel večinoma zelo mladih ljudi, ki počasno ne verjamejo več, da živimo v neki zelo demokratični državi, kjer je zagarantiran nek napredek. Pa niti niso vsi tako mladi, gre tudi za starejše, uspešne poslovneže, marsikdo ga sledi. Seveda, ja. Sej jaz nisem uporabnik družbenih omrežij, če bi bil, bi ga pa sledil. Ja, kot šef obveščevalne službe, nekoč ste bil. Kako gledate, da je Robert Golob zaradi kibernetskega napada sklical sekretariat za nacionalno varnost? Kot sem že prej povedal, zdi se mi to po angleško overkill, pretiravanje. Se pravi, če bi šlo dejansko res za kibernetski napad, ki ogroža nacionalno varnost, bi ta aparat vsekal s močjo in to v prvih 24 urah. Bi bili vsi mediji polni tega. Tako je pa zdaj to v bistvu mičken šova za javnost, češ lejte, da smo pa napadeni kot država, in smo mi svoj aparat zagnali. Zdaj, mogoče se jaz popolnoma motim, mogoče ta aparat tam nekje v zadju dela s polno paro v tej smeri, se pravi ogrožanje nacionalne varnosti, kot so recimo v Ameriki delali takrat, ko so pogruntali, da so jim zelo verjetno, pa še to ni popolnoma potrjeno, Rusi skekirali pa sistem že v času volitev nekdaj je to bilo 2016, nekdaj je že bilo, ko so v bistvu prvič Trump zmagal. Ja. Ampak tudi takrat, jaz sem prebral 2 knjige na to temo, ni nobenih recimo neizpodbitnih dokazov, kaj se je takrat v resnici dogajalo. Čeprav indikacije pa seveda Hillary Clinton z neposrednimi obtožbami. Indikacije je bilo pa veliko, se pravi, vse tam je FBI to tudi v resnici preiskoval tole zadevo, da so ugotovili, da ti napadi, ampak ne 100% verjetnostjo, ampak z visoko verjetnostjo izvirajo iz Rusije. Če greva zdaj secirati te tajne pogovore, ki so te dni preplavili slovensko javnost, eno so zvočni posnetki, večinoma precej slabe kvalitete, ker niti ni vse razumljivo. Na profilu maske padajo s hashtagom nismo fake. Drugo pa so ti posnetki na spletni strani Anti-Corruption, ki so jo prej omenjala, kjer pa so pravzaprav video posnetki oseb, ki so se ujeli v past pod pretvezo očitno neke ponudbe poslovnega sodelovanja. Marsikaj smo slišali, bova se vsebini še posvetila, ampak reakcija vseh, ki so se ujeli v posnetke, je pravzaprav identična. Posnetki so premontirani, posnetki so pa narejeni, posnetki so obdelani z umetno inteligenco. V vse te zgodbe jaz pač enostavno ne verjamem. Zdaj je eno opozorilo, predvsem mladi ljudje, pa tudi nekateri drugi, so bili vešči uporabe računalnikov, lahko vsak tak posnetek, ki je bil objavljen, pač naložijo v sisteme umetne inteligence, ki so sposoben prepoznavati fake pa deepfake posnetke. Ampak je to v bistvu so softveri, ki so zastonjni, se pravi, ni treba plačati nobene pristojbine. Tisti, ki je to uporabil za to, da bo pogledal, je to res ponarejeno, prirejeno ali pa karkoli, bo dobil zelo verjetno nazaj rezultat, da je visoka verjetnost, da je bilo to manipulirano. Ampak to so orodja, ki so zastonjni. Niso resna, to pomeni, da v bistvu na te stvari se ne bo zanašal. Ni dovolj, da vprašaš grok. Kje pa ne.
ni niti podrazil. Jaz sem to vse pretestiral. Ne. Se pravi, tisto, kar je v resnici verodostojno, so visokotehnološka profesionalna orodja, ki jih uporabljajo obveščevalne službe, naše po mojem, da ne, ker je to drago. Policija slovenska verjetno teh orodij, ne vem, upam, da jih imajo, ne bodo videli, če ne bodo morali pa pač najeti strokovnjake, da bodo to naredili, da se ugotovijo v resnici to bilo kakorkoli manipulirano. Kar se tiče montaže, ne, je logično, da je to montiran. Ne, zato, ker to, iz nekega daljšega pogovora so highlights sestavili. To nič ne pomeni. Če so ti odseki tehnološko ali pa glede na parametre v zadju stabilni, potem to pomeni, da ni bilo poseganje na to zgodbo. Ne. Dodatna težava, ko hočeš ugotoviti, je to dejansko bilo obdelano z umetno inteligenco, ampak to vsebinsko, ne tehnično. Ne. Se pravi, ker umetna inteligenca lahko tudi v bistvu naredi seke pa zmontirane, pač tako, ko bi montirali v vaši montaži ali pa kjerkoli na televiziji. Potem v bistvu v tem primeru je potrebno priti do originalnih posnetkov. To pa niso originalni posnetki, ne. To je presneto in potem objavljeno na internetu, kar pomeni, da se ta sled osnovna, ki nastane samo pri osnovnemu zapisu teh podatkov, zgubi. Meta podatki so odstranjeni iz teh zgodb, tako da bi lahko to potem oteži v bistvu ta forenzični pregled zadeve. Nekaj neodvisnih strokovnjakov se je že javilo, recimo dr. Niko Gamulin, ki se ukvarja strokovnjak za umetno inteligenco, je analiziral vse te posnetke, nikjer ni zasledil, recimo temu sledi umetne inteligence, da bi kakorkoli bilo vsebinsko manipulirano. No, jaz to, ko sem gledal, pa nisem strokovnjak ravno za to področje, nimam občutka, da je bilo to zmanipulirano. Dejstva, zakaj v to verjamem, so pa zelo enostavna. Pri nas v Sloveniji so glasovi teh ljudi znani, se pravi javno. Njihov način govora, se pravi tempo govora, hitrost govora, potem v bistvu te druge jezikovne posebnosti. Umetna inteligenca niti še ne zna v slovenščini tako perfektno govoriti. Ima neke vrste balkanski naglas. Mislim, da je eden od komentatorjev tudi rekel, da bi potem Slovenija bila tehnološko super napredna, če bi imela tak software, da bi to lahko sami naredili. Se pravi, umetna inteligenca lahko v bistvu skreira pač nek zvočen zapis, ampak ne zaenkrat v slovenskem jeziku. Že, če greste uporabiti katerokoli orodje umetne inteligence v Sloveniji, morate to skrajno z neko rezervo imati rezultate, ki dobite nazaj. Zato pa nihče ni zares zanikal, nič od tega nisem rekel. Zato, ker je to potem... Rekli so, premontirani so, obdelani so, karkoli to že pomeni. Veste, kako je? Zato, ker če boš direktno rekel, pa trdo, čeprav so bile tudi te trditve, to je vse fake, to je narejeno z umetno inteligenco, ne. Pokrenil sem vse postopke, prijavil sem policiji. Tisti, ki je to res prijavil policiji in to z temi obtožbami, da gre za v bistvu popolne ponaredke s pomočjo umetne inteligence, je podal, če to ne drži, seveda, ne, je podal kazensko ovadbo, ki se lahko izkaže kot kriva ovadba. Jaz sem že opozoril, da ti ljudje so prestopili čez neko mejo, tako da v bistvu zdaj državni aparat nima nobene možnosti, da tega ne bi šel preiskovati. Preiskovanje bo šla pa seveda v dve smeri in obe sta legitimni. Ne. Naprimer, kot družba ne moramo pristati na to, da se v bistvu vse vprek pa vse posod nekaj tajno snema. Ne. In na drugi strani, da se v bistvu zaradi tega, ker je bilo nekaj tajno posneto, to ne more uporabiti kot neka kritika družbe ali pa celo kot osnova, kot indikacija za preiskovanje kriminala, ker tukaj je bilo cela vrsta pač indikacij za preiskovanje kriminala. Najmanj v teh dveh različnih tehnoloških primerih sta se dve osebi definitivno samo inkriminirali, če ti podatki seveda pa te izjave seveda držijo, ne, in jaz nimam nobenega razloga, da jim ne bi verjel. Ne. Če bodo pa kdaj ugotovili, ampak to ne slovenski strokovnjaki, da gre dejansko res za neko super inteligenčno uporabo umetne inteligence, bo to druga zgodba. Meni se brez zdi, da je tukaj v spredju slovenska ne umetna, ampak naravna neumnost. Ne. Je pa pravzaprav vse skupaj postalo zelo preprosto za naše politike. Z umetno inteligenco so dobili en zelo dober izgovor. To je fake, to je umetna inteligenca. Zdaj, ko me bojo naslednjič na radarju ujeli pa fotografirali moj obraz, da sem prehiter vozil, se bom zgorel, ne, to nisem bil jaz, to ste vi ponaredili z umetno inteligenco, zdaj pa meni dokažite, da niste. Ne. Pač, veste, kako je tukaj v tej kategoriji, sem že prej omenil, imate ljudi, ki so vpleteni v celo zgodbo in to, kar so izjavljali eni v drugih, je neprijetno za obe strani. Ne. Ponekod celo elementi kaznivega dejanja. Ne. Dve strani sta zainteresirani, da se to prikaže kot neautentično, ne, kot nekaj, kar je bilo zmontirano, nekaj, kar je bilo fake. Ne. No, meni se zdi tukaj, da se samo eni strani to zdi. Zdaj, mislim, da je edin Zoran Janković nekje na neki točki, verjetno pod emotivnim vplivom, natančno ve, kaj se je zgodilo in je tudi reagiral na ta način, da je zagrozil z nekimi tožbami proti eni od teh dam.
Nina Zidar Klemenčič, vplivna ljubljanska slovenska odvetnica, ne, na posnetku med drugim pove, gospod Janković, 10%, to vsi vemo, je eden najbolj koruptivnih oseb v državi. Bila sem zraven, bila sem odvetnica srbskega poslovneža, ki je gradil Interkontinental v Ljubljani. Gradbeno dovoljenje smo dobili v rekordno hitrem času. Bila sem zraven, ko je prišel Jankovićev sin in povedal, katerim podjetjem je za protiuslugo treba nakazati denar. Ne. Je to samo ovadba, o kateri govoriva? V tem govorim, ja, to je samo ovadba. Ne. Odvetniki so sicer v bistvu v odnosu do strank zaščiteni, ne, se pravi, njih ni možno kar tako enostavno preiskovati, ampak v tem primeru se pa na te stvari ne more sklicovati. Ne. Zdaj, če bi to naredil nepridiprav, bi imel že hišne preiskave. Ne. Zdaj, kako se bo zgodilo s to zadevo, pa kako se bo odvila, pa druga zgodba. Ne. Zdi se mi pa, da v bistvu naš aparat, predvsem ta policijsko-preiskovalni pa tožilski, pogosto cela leta zamuja, preden se naredijo pač neki bolj radikalni posegi. Veste, hišne preiskave pa iskanje digitalnih dokazov je treba opraviti takoj po kaznivem dejanju. Nimaš kaj čakati, dlje cajta, ko čakaš, večja šansa, da se bo to porazgubilo. In vsa ta dogajanja okrog teh zgodb, ki jih zdaj pač slišimo pa poznamo, imajo celo plejado v bistvu stvari, v katere bi morali preiskovalci v bistvu fokusirati svojo preiskavo. Ne. Če ti rečeš, tole je zamontirano, v redu, povej, kateri del, natančno komentiraj, poglejmo skupaj ta posnetek in povej, kaj ste v resnici povedal ali pa povedala, ne. V katerem kontekstu je to skupaj ampak bilo povedano. Ampak so v bistvu celi stavke, ki jih odvetnica pove, ne, brez nekega kata. Ja, brez kata, ja. Je zelo jasno, kaj je povedala. Saj niso skupaj zmontirali 10%. Veste, to sta obe, ki sta pravnici, ne. Nista hodili lih spat na pravno fakulteto, sta študirali, ne prisojam pa ne eni, ne drugi nekih urnebesno visokih kvalitet v tem pravnem smislu. V takem sistemu, kot je v Sloveniji, če si del omrežja, je enostavno biti vrhunski pravnik. Ne. Ker itak veš, da bojo to napake popravili na drugih instancah, na sodnih nazadnje. Ne. V bistvu se zavedata v teh svojih javnih izjavah, da ne gresta čez neko mejo. Ne. A veste, lih v tem smislu, ne. Trditi in to nekoga ovaditi, da je v bistvu umetnost generiral to zgodbo z umetno inteligenco in v usta in v fizično pojavo vstavil nekaj, kar v resnici v realnem svetu ni obstajalo. Tle sta pač previdne, ne. Ker bi to bil pač dodatni element za inkriminacijo. Ne. Veste, če jaz trdim nekaj, kar absolutno ni res in nekoga za to obtožim in poženem kompleten ta aparat preiskovalni in se potem izkaže, da to ni bilo res, potem odgovarjam za storitev dodatnega kaznivega dejanja, ki je kriva ovadba. Ne. Jasno je, da se gospa tudi očitno malce pohvali pred stranko, ki je bila zainteresirana, pa se je zato samo pretvarjala, kot se je na koncu izkazalo. Ampak ja, pove še marsikaj, ne, da ima dostop do predsednika vlade, kadarkoli želi preko svojega prijatelja, ne, da se na ta način, če znaš operirati v slovenskem prostoru, da delati z levimi in desnimi, da ko si enkrat v tej mreži, so ti odprte vse poti. Ne povedali je pravzaprav stvari, v katerih smo se mi takole v kavarnah, v pivnicah pogovarjali že dolgo časa. Povedali je samo na glas. Prvič je bil nekdo ujet na kameri, da je povedal tisto, kar si vsi mislimo. V bistvu gre za indikacije globoke države, temu pač rečemo globoka država, ne. Ali pa strici iz ozadja. Ne. In zdaj je bilo to prvič. Seveda vsi to vemo, pa se o tem pogovarjamo. Novinarji sploh poznate to zgodbo še boljš, kot mogoče mi ostali. Ne. Ampak nikoli do zdaj se ni zgodilo, da bi nekdo, ki je z prvega ešalona teh omrežij, ne, ali pa reč pa z drugega ešalona, niso čisto top level, ampak so pa zelo blizu temu vrhovnemu nivoju, to zelo jasno povedali in to tujcem, ne, domnevnim tujcem v nekih takih debatah. Zdaj pa seveda te dve gospe sta obe imeli močan ekonomski interes. Ne. Ena se kao prikrito ukvarja z lobiranjem, druga se ukvarja s pravnim svetovanjem in jim je v interesu, da svojim potencialnim strankam sebe prikažejo v maksimalno dobri luči, zelo veliko povezavami in s primeri. Je pa tisto, kar je pa zabavno za mene, ne, naprimer, nihče ni nedovzeten za sting operacije. Ne. To je tako imenovana sting operacija oziroma past, ki jo policija pa obveščevalne službe zelo pogosto uporabljajo za to, da kriminalce ujamejo in flagranti, ne, se pri storitvi kaznivega dejanja, pri trgovini z drogami, pri korupcijskih dejanjih pa podobnih stvarih. Tukaj je bil podoben način uporabljen, se pravi, ta metodologija ni nič privilegiranega za samo te državne službe, ampak se to uporablja tudi v drugih sistemih, v novinarstvu recimo zelo pogosto. Ne.
Se spomnite primera Thaler, ne. Ja, no, ravno sem ga želel omeniti. Ja. Kako je ta primer zdaj drugačen od Zorana Thalerja? Drugačen je v tem, da so v bistvu ureditve po državah, kdaj je dovoljena ta novinarska provokacija, ne, so pravila glede tega zelo različna, ne, ni pa popolne prepovedi, ne. Tudi Evropsko sodišče v takih zadevah že presojalo in je enostavno, da poenostavimo, odločilo tako. Če je interes, javni interes zaradi korupcije pa zaradi kriminala višji od tega posega, nedovoljenega posega v zasebnost tajnim snemanjem, potem to ni nezakonito, ne. To je tisto, kar je zanimivo. Zdaj pri nas, ne vem, če imamo kaj dosti sodne prakse z tega področja, ampak mislim, nekaj malega je bilo tudi pri nas, da je bilo nekaj primerov, kjer so ti domnevni oškodovanci zaradi nezakonitega snemanja, ne, da v sodnih postopkih niso bili vselej uspešni, tudi pred slovenskimi sodišči, ne. Vplivni lobist Rok Hodej, tudi zdaj ujet na prisluhih, jasno pove v kamero, vse to se očitno dogaja v nekem daljšem časovnem obdobju, ves čas je na mizi neka hrana, pijejo, jedo na teh posnetkih. Zdi se, da jih je nekdo dolgo časa vabil v pas, ne. Ta zadeva je bila, če bi bil to samo en primer, ne, jih bo pa očitno 6, glede na strukturo te spletne strani. No, ampak recimo gospod Hodej pove v kamero, predsednik vlade Svoboda si kupuje svojo reklamo v medijih preko oglaševanja skozi državna podjetja, kot je Telekom. Tudi to vse vemo, ne? Ampak zdaj to nekdo pove. Prvič nekdo potrdi z tega drugega ešalona, ne? Nekdo, ki je znotraj omrežja, ne? Ker ti isti ljudje, če bi jih javno to vprašali, ne? Bi to absolutno vse zanikali, ne? To, mislim, tukaj ni druge logike, ne? Ampak tle, ki so pa bili v nekem okolju, za katerega niso vedeli, ne? Da je v bistvu neka past, da je to sting operacija, so pa seveda bili sproščeni, ne? No, to je javna skrivnost, kar je vam povedal, ampak v bistvu pa je na nek način nezakonito, ne? To je korupcija, ne? Ja, seveda je korupcija, jasno, ne. Tako se v demokratični državi ne bi smelo dogajati. Se pa dokazati ne da. Bi se dal dokazati, veste, samo jaz, lejte, moja domneva po tolikih letih dela v varnostnem aparatu je, da so v Sloveniji po izbruhu demokracije, nekaj pri nas je demokracija izbruhnila, se je enkrat pojavila, ne. Menjamo table, menjamo zastave, menjamo himno in mislim, smo zdaj demokratična država, ne. Namesto, da bi se ta proces utrjevanja demokracije dogajal, se je lih obraten proces, v bistvu razgradnje dogaja pri nas, ne. Ampak v resnici se mi zdi, da to onesposabljanje varnostno-obveščevalnega aparata v državi ni slučajno, ne. A veste, ker takrat ta prva leta pod leto 90 bi bila v bistvu tista, na katerih bi moral biti ta varnostni aparat zelo osredotočen na prisvajanje družbenega premoženja, pa se to ni zgodilo, ne. Veste, ker za prisvajanje družbenega premoženja so bili 3 načini, kako to narediti, ne. Ali svojim prodati, ne moreš nimati denarja, ali prodati tujcem, ne, tega ne bomo naredili, ker je to v bistvu izdaja nacionalnih interesov, ali pa tretje, pustiš domačim, da pokrade in to se je pri nas zgodilo, ne. In če nimaš dobrega varnostnega aparata ali ga pa ne usposobiš do neke mere, se to mirno dogaja, ne. Zakaj Sova nima pooblastil, ki bi jih morali imeti? Je hibridna služba, kar pomeni, da pokriva domače in tuje področje, za domače področje praktično nima nobenih pametnih pooblastil. Policija je tudi pri tem svojem poslu zelo, zelo omejena, ne. Ja, ko sva pri policiji, Nina Zidar Klemenčič na posnetku med drugim tudi jasno pove. Zoran Janković ima vsake pol leta najmanj hišne preiskave, vse skupaj je farsa, predstava za javnost, nič se ne zgodi, vedno izide neopraskan, tudi na sodiščih vse pade, če je treba, pa mu dodelijo drugega sodnika. Vplivna odvetnica, tako visoko v odvetniških krogih, govori take stvari. Ja, jaz ti verjamem. S tem, da upam, da bo prišlo slej ko prej do točke loma, ne, in jaz sem prepričan, da ta točka loma prihaja in da bomo marsikoga v telih top level frajerjev slej ko prej videli tam, kamor sodijo. Ampak ko neka tako vplivna odvetnica pove, ne, zelo jasno nekemu tujcu, tako zadeve v Sloveniji funkcioniramo, kaj si lahko še mislimo o naši državi? Ja, to, kar nam tujci že dolgo časa razlagajo, naprimer na lestvici koruptivnosti padamo, ne. Evropski parlament je zelo jasno se opredelil do tega, da mi izgubimo, mislim, da so rekli 3,5 milijarde evrov letno državnega denarja zaradi korupcije, ne. In to zdaj samo vse skupaj potrjuje, ne. In to je treba na neki točki presekati, ne. Zdaj pa samo vprašanje, ali ljudje, ki bodo šli na volitve, verjamejo, da bo neka druga oblast drugačno od te sedanje po vseh teh preteklih in bo to spremenila, ne. Pač to se mora sami odločati, ne. Jaz iskreno povem, da sem glede tega rahlo pesimističen, ne, tako na zgodovina 35 let oči, če bo pa zadost velika kritična masa ljudi,
ostra proti temu nastopala, pa naprimer nastavljala pač ogledalo sleherni oblasti, ne, se pravi in mediji in pač ta socialna omrežja, potem se to zna spremeniti. Ne. Moraš doseči neko kritično maso v ljudeh, zato da se začnejo te družbene spremembe res. Ampak se Robert Golob je dosegel, ne, imel je izjemno priložnost, ne, zelo močno večino v državnem zboru, da bi marsikaj spremenil. Že prvič, ko sem ga videl na televiziji s tem njegovim božjim kompleksom, sem vedel, da z tega ne bo nič. Ne. On je pač primer, ki se ga da psihološko, pa recimo z tega preiskovalskega vidika zelo dobro profilirati. Ne. Naprimer, če poznaš te metodologije, vidiš, da je človek iskren, to, kar govori, bo res ali ne bo res. Por vsega je pa še v bistvu te svoji, ne, ko bi temu rekel, ne, vehementnosti, pa prepričanosti vase je tako zelo nepreviden, ne, da naprimer pove take stvari, ki jih v neki drugi družbi, nek drug politik ne bi rekel, zato ker bi bil takoj kaznovan, bi moral odstopiti. Ampak on dejanšizira policijo, on si v bistvu prisvoji varnostno službo, ki pripada policiji in se ne zgodi nič. Ne. Pač tomu ta sistem, ki ni zadost družbeno kritično omogoča. Ne. In to je treba presekati. No, bomo videli, kaj se bo zgodilo na volitvah, konec koncev. Ne, volitve so najvišja oblika demokracije in ljudje so tisti, ki lahko nekaj kaznujejo in rečejo, tega ne želimo več. Ampak veste, kdaj ljudje reagirajo? Takrat, ko so z nekim stanjem zadosti nezadovoljni. Jaz se bojim, da v Sloveniji te točke še nismo. Še nismo na te točke. Ne, ker se pogovarjam z ljudmi, ne, pa ugotoviš, da so marsikdo popolnoma indiferenten. Tudi jaz se z marsikom pogovarjam, pa delujejo zelo nezadovoljni. To ja, samo so pripravljeni kaj aktivno narediti, da bi se to spremenili. To je pa recimo, ne vem, tale gospod ne pridi prav jedno teh, ki je nezadovoljen s tem. Ne. In sem prepričan, da če bo potem naslednja vlada druga, jih bo ravno tako v bistvu imel na nekem prangarju. Ne. Kar včasih to, kar kritizira, je upravičeno, včasih ni, ampak to je v bistvu dejansko res nek mehanizem demokracije. Ne. Zdaj, politiki bi morali imeti načeloma, ne, tako je v pravu tudi v bistvu na mednarodni ravni nekako uveljavljeno pravilo, debelejšo kožo za vse te stvari, ne pa vsekati vsako rundo za vsako izjavo z nekim represivnim aparatom. V resnici je, po mojem, demokracija v tem trenutku v slabšem stanju, kot je bila po 90-ih letih. Še nekaj smo slišali, pa je pravzaprav skupno vsem tem govornicam na posnetkih, tudi Vesni Vuković ujetih v zvočne posnetke. Ne? Vse omenjajo Milana Kučana, prvega predsednika Republike Slovenije, zadnjega šefa partije, o njegovi moči in vplivu, ki ga ima na levo politiko, na medije in očitno tudi na predsednika vlade. To drži, ne, jaz v to sploh ne dvomim. Ne. Veste, takrat, ko se je v bistvu država spremenila, ne, leta 1991 je bila ta stopnja nezadovoljstva za zvezno državo tako visoka, da so bile te spremembe neizbežne. Ne. In takrat je v bistvu nomenklatura takratne komunistične zveze komunistov Slovenije pod vodstvom Kučana pragmatično ocenila, ne, da je bož, da se umaknejo sami, ker sicer bo ta prehod v bistvu lahko tudi krval, ne bo šlo tako zelo enostavno. Ne. In ko so to spoznali, so pragmatično ravnali in so ustvarjali v bistvu položaj, v katerem so lahko izkoriščali ta svoja socialna omrežja, kapitalsko-ekonomska socialna omrežja, ki so potem preživela vso to tranzicijo. Zato jaz govorimo o izbruhu demokracije. Ne. Tako kot vulkan, vsi vidimo, da je vulkan izbruhnil, ne, ampak učinkov pa ne gledamo. Ne. In ti učinki so tam v zadju ostali. In če ti enkrat uspeš ena taka radikalna omrežja nekih nekdanjih direktorjev, politikov pa podobnih stvari vzpostaviti in se potem v ta posel ne vtikaš z neke distance, z varne distance, v neke sence, ne, kot je Vuković povedala, ne, se pravi, Kučan ne bo nikoli odgovarjal za te stvari, odgovarjali bodo ti, ki jih je on pomagal pač ustoličiti. Potem je to, dobiš rezultat tak, ki ga pri nas imamo. Ne, in jaz v to, da je on nek zelo močan osebe, ki iz ozadja sploh ne dvomim vsa ta leta. Ni pa to načeloma nekaj, kar bi bil atribut pravne države. Ja, če želiš biti aktiven politik, naredi stranko, pet v politiko. Ali bod pa glasen kritik in to objektiven do vseh. No, ampak mi smo leta poslušali, zlasti od Janeza Janše in od desnice, ne, kakšen vpliv Milan Kučan ima. Pogosto smo slišali v posmehljivem tonu. Ja. Paranoični ste, ne, star gospod uživa penzijo, ne, kakšen stric iz ozadja, ampak ne, zdaj te osebe blizu Roberta Goloba, te osebe iz tega Golobovega kroga razlagajo točno to. Ne? Točno to razlagajo, to je to, kar je v bistvu kruta resnica. Zato, ko sem povedal, nihče, ki v bistvu ravna na način, ki je moralno, etično ali pa celo kazensko pravno sporen, ne more ostati nedotakljiv večno. In ta trenutek, se pravi razkrivanje teh stvari, je čedalje bolj navzoč in na neki točki bodo ti ljudje morali odgovarjati za ta svoje početja. Ne? Veste, če si ti v bistvu
Mafija je bila v Ameriki ekstremno popularna, ne, v New Yorku, ne, to so bili top level ljudje, tale Goti pa podobni kalibri, ne, oni so uživali v bistvu splošno podporo pri ljudeh, sploh v teh delih New Yorka, naprimer Little Italy pa tako naprej. Tudi Gomorra v Napolju. Seveda ne, ali pa tako naprej. To, naprimer v Italiji, jaz se spomnim leta nazaj, smo enega sorodnika, ki je že pokojnik, ki je bil pač mož od moje tete in je bil policist v Italiji. In se ga jaz leta, 30 let nazaj vprašal, kako je to mogoče, da je v Italiji mafija tako močna. Je rekel on, sam en način je, da mafijo v Italiji povoziš. Sem rekel, kako pa greš pa vržeš v zrak parlament. Ne? Jaz sem se takrat malo smejal, sem rekel, kako to misliš, mi je razložil pač to prepleteno vseh teh struktur. Ne? Pri nas jaz sem trdil, da smo mafijska država, ne? Čeprav imamo nekatere atribute, ampak to je točno to. Prepletenost v bistvu teh tajnih omrežij, ki delujejo na klandestin, prikrit način in vplivajo, se pravi to, kar je vnaprej, kar je pa na uradnih položajih te države, je pa samo pač neka zunanja maska demokracije. Ne. In skozi stare skritje, tisto, kar je za mene nosi najvišjo vrednost, ne, je točno to. Ne. Se pravi, nekdo, ki je zraven, ki je z prve vrste to doživlja, pove, kako to deluje. In ta ista oseba, če ne bi bila ujeta pač na nekem tem tajnem snemanju, pač ne bi tega javno nikoli povedala. Zato pa vsi zanikajo. Predvsem ta prva skupina prisluhov, ki je nižje kvalitete, pa je samo zvočna, je točno takega kalibra. Ne. Se pravi, nekdo pod nekim emotivnim vplivom zelo jasno razlaga, kaj mu noter ni všeč, ampak s tem je lahko normalno živel. Ne. Pa glede na to, da so ti posnetki nastali leta 2023, pomeni, da so nekje čakali na nek primeren trenutek, da gredo ven. To govorimo o zvočnih posnetkih, ja. Kajti ti zadnji videoposnetki so pa nastali v zadnjih tednih. Ja, to je pa moderno. Ja. Ja. Mislim, tele preiskati je pa res v bistvu malca, no, tako da bi z velikim veseljem bil še zmeraj pripadnik policije ali obveščevalne službe, ki se s temi primeri ukvarjala, zato da bi ugotovili, kaj se je v resnici zgodilo, pa kaj se je zgodilo. Se pravi, mora obstajati cela plejada pisnih, digitalnih in podobnih dokazov, da se te stvari ugotovijo. Kaj je res, pa kaj ni res. Ne? In jaz mislim, da bo tem ljudem, ki so pač bili zdaj v teh zgodbah izpostavljeni domnevne žrtve nezakonitega pač prisluškovanja, zelo težko ovrgle to, kar je bilo povedano. Kar je meni zanimivo, je, da so se zdaj te osebe same začele javljati, ne? Ker kot ste sami prej omenili, ne 6 posnetkov bo, že vejo, kdo bo naslednji. 2 sta že objavljena, tisti, ki so se ujeli, zdaj vedo, ne, da so na vrsti. Ker modus je jasen. Ja, zdaj se je oglasil gospod Paravan, ne? Ja. Bivši šef Genija. Ne? Ja, ja. Da je tudi ujeto to zgodbo. Da je ujet, da so tudi do njega prišli, da je poskušal zadevo prijaviti policiji. Ne? Je poskušal, ampak policija je rekla, da ni treba. Ja. Bomo počakali, ja. Ker verjete in to naredil prepozno. Ne? Ampak kako gledate na komentar? Gre za control damage zdaj? Ja, to je poskus damage kontrola, ja. Nič drugega ne. Zakaj bi nekdo poskušal zadevo prijaviti policiji, pa je ne bi, ker policija pravi, da nič ni nezakonitega? To je podobno primerom s Kesancov, ne, naprimer, celo življenje si del neke strukture, pa veš, da so ti zelo blizu, da te bo ujel in greš k policiji in pa jim poveš, jaz sem pa zdaj pripravljen z vami sodelovati ali pa jaz sem celo oškodovan za to, da se potem poskušaš potegniti ven z te zgodbe. Ne. Če bi on imel neke resne indikacije okrog tega, da se je zgodilo nekaj, kar je nezakonito, bi že prej moral reagirati v realnem času. Ne. Pa vse te reakcije niso v realnem času. Zdaj tisto, kar je pa zelo zanimivo, ne, v čem je razlika med tema dvema skupinama tajnih snemanj, je, da je ta drugi del na tej anti-corruption v bistvu boljš narejen, bolj kvalitetno, pa še zmeraj ni bilo potrebno uporabljati neke super tehnologije za te zgodbe. To je tehnologija, ki je lahko prosto kupuje na trgu, če želijo, ali pa imate tukaj v studiu, oziroma ne prav taka, ampak če jo primerno maskiraš, se da to vse uporabiti. Gre pa za v bistvu drugačen modus, v tem smislu, da je bilo treba veliko več truda vložiti v to zgodbo. Ne. Se pravi, je zelo podobno delu, ki ga izvajajo dejansko, mislim, to je dejstvo, ne. Obveščevalne službe ali pa policijske službe v teh tako imenovanih sting operacijah, se pravi, nekdo je mogel narediti hudo dober scenarij, kako bo to naredil, kako bo to v bistvu upravil, pa je verjetno tudi domnevo, da se ti ljudje med sabo ne pogovarjajo, če ne bi bilo to zelo hitro jasen, ker sta bile te dve gospe celo, se mi zdi, na isti datum vsaka na svojem koncu. Ne. To kaže na zelo zahteven logistični koncept v ozadju, zato jaz iz te zgodbe tudi ne morem popolnoma priori izločati tujih obveščevalnih služb. Moramo biti pošteni pa povedati. Ampak preko sem vas poprašal, če bi lahko bil za zadevo Mossad, pa pravite ne. Če bi bil to njihov interes, mislim, da ne. Ampak kateri pa potem? Ne bom s prstom kazal, ne. Ampak ima Slovenija res... Ampak recimo? Ne, niti tega nam naredil, ampak ima Slovenija res vsemi
temi svojimi partnerskimi, pa mogoče tudi sosednjimi državami 100% urejene odnose. Tisti, ki je poznavalec te politike, malo globje ve, da to ni res, ne? Da imamo mi v bistvu lahko kar precejšnje probleme tudi v zelo bližnji okolici, ne tako zelo daleč od sebe. Mosad je malo daleč, ampak ne vem, jaz tudi Mosad, da ne morem čisto a priori izključiti, ampak ne zdi se mi vredno. Oni so danes v nekem hudem konfliktu, oni imajo vojno na domačem ozemlju, jo imajo v Gazi, jo imajo v Libanonu, so maksimalno aktivni v Iranu in zdaj bi se oni ukvarjali še z eno to obrobno. Ampak se veste, kaj se potem vse špekulira po družbenih omrežjih, češ ne, zdaj se pa nismo pridružili tožbi proti Izraelu, zaradi genocida, po izbruhu teh posnetkov, češ so jih že ukrotili. To je natolcevanje. Veste, okrog tega se da v bistvu, če se usedem, bom imel v 1 uri 10 teorij zarote, ki bodo vse pač bolj ali pa manj verjetne. Kaj je vaša izkušnja teorije zarote? Držijo ali ne držijo? Danes sva nekaj teorij zarote v bistvu dešifrirala kot... Večinoma ne držijo. Ne držijo, ampak recimo teorija zarote, da je Milan Kučan stric iz ozadja že 35 let, ta pa drži, ne? Ni več teorija zarote. Ta se zdi zelo verjetna. Ampak spet ne moram reči, da je 100%. Zdi se pa zelo verjetna. Če poslušaš Vesno Vuković, ne? Ja, polja, ne. Zdaj seveda tisti, ki so, veste, tukaj treba računati na skesance, te bi povedali, kaj je v resnici iz prve vrste, ki bi opisali v bistvu procese, nekako to laufa, v resnici pa konkretne primere. In v tem primeru so ti ljudje nezavedni skesanci, ki so v bistvu dogovorili, ker niso vedeli, da je to v bistvu snemano. Vsi pravijo, da so bili zavedeni, napeljani, da so rekli take stvari. Mislim, da Vesna Vuković zanesljivo ne sodi v to kategorijo, to, kar sem pa gledal na Anti-Corruption, pa tudi ni videti, da bi bil kdo napeljan. Zato, ker ni nikoli vprašal, mislim, zdaj boljš bi bilo, če bi ti posnetki bili malo manj maskirani, da je ta zvok, se pravi, spraševalca ne bi bil maskiran, ker bi potem lažje sklepali, kakšne narodnosti v bistvu bil ta spraševalc, ker očitno to niso bili tisti, za katere so se pač izdajali. To bi bilo mogoče malo lažje potem v bistvu objektivno vrednotiti, ampak se pravi, maskiranje glasu spraševalcev ni bilo slučajno, ampak skozi to, kar je bilo pa povedano, pa ni videti, da bi jim polagal besede v usta. Vsej ne do tiste mere, da bi lahko rekli, da so bila to kapciozna vprašanja, ker v tehnikah intervjuja obstaja cela vrsta pravil in prepovedanih metod, ki jih jaz v tem kontekstu nisem zasledil. A vi vidite v izbruhu teh prisluhov možnost nekega opravičevanja morebitnega poraza aktualne vladajoče garniture na volitvah in tudi morda nepriznavanje volitev, a gremo predaleč? To sodi tudi v teorije zarote. To bi bilo pa, mislim, take stvari. Mnenjski komentatorji na družbenih omrežjih nekateri pravijo, volitve bodo zdaj nepoštene. Kje pa? Zato, ker se neke resnice razkrije ali pa ne, pa glede na to, da marsikdo, ki je resen v političnih analizah, trdi, da to ne bo imelo nekega radikalnega vpliva na volitve, take trditve pač po mojem ne vzdržijo. Se pravi, gre za pretirane teorije zarote. Se pravi, da bi nekdo lansiral, mislim, to je neprijetno zdaj za celo vrsto ljudi, ki so del trenutnega političnega establishmenta, da bi sam to lansiral zato, da bo v bistvu si nek backup vzpostavil. Se mi zdi, da to presega intelektualne pa kompetenčne sposobnosti slovenskega političnega prostora. To še celo, veste, nekatere stvari obveščevalne službe speljejo, ampak so to v bistvu redke izjeme, da jim uspe nekaj tako zelo kvalitetnega narediti. Veste, tako so Izraelci, naprimer Hamasu, enostavno nekako prodali ali pa podarili v bistvu telefone, ki so bili v resnici ubijalska sredstva. To so vrhunske operacije. Ali pa recimo tako, v primeru Hezbolaha, ne? Ja, ali pa tako so Ukrajinci v Rusijo pripeljali tovornjake z lažnimi strehami, iz katerih so drone za napade na letališča naredili. To so vrhunske stvari, ki se zgodijo enkrat na mogoče nekaj tisoč primerov, tako uspešnih, ampak za tem stojijo res glomazni, veliki, sposobni aparati, jaz tega v Sloveniji ne vidim. Ampak očitno ta operacija pa je bila relativno sposobna, zdaj pravite. Tale je, pa še zmeram, nekdo, ki ima motiv, cilj, pa sredstva, lahko to naredi. A lahko kdaj pridemo... Se novinarske hiše to naredijo zelo pogosto, recimo. A lahko kdaj pridemo do resnice, kaj se je tukaj zgodilo? Kdo lahko pride do te resnice? Če bo tehnično to uspelo narediti komu v redu, bojo to v bistvu preiskovalci. Bomo videli, če bo uspel nekdo pride do konkretnega storilca, ker storilci so konkretna fizična oseba. Drug način, da se pa to kdaj razveje, pa zaradi tega, ker nekdo ne bo držal jezika za zobe. Nekdo, ki je vpleten, se bo s tem nekje pohvalil in potem je to neustavljivo. Ampak te neke forenzične preiskave, ki ne bi zdaj potekale? Bomo videli, kaj bojo pokazali, ne vem, tega ne morem prejudicirati.
Ampak glede na izkušnje, ki vem, kaj se da, pa kaj se ne da, ne, se bojim, da v resnici te forenzike, če so bili ljudje, tako kot so postavili ta setting za sting operacijo, tudi v ostalih smerih tako zelo dosledni, se jih bo praktično zelo težko izslediti. Je pa narativ medijev zelo zanimiv. Večinoma citirajo te osebe, ki se znajdejo na posnetkih, kako zanikajo, kar so počele. Ne? Če se spomniva in to primerjava recimo z afero Glupi davki gospoda Vizjaka. No, tisto sem že malo pozabil, ne, na glupe davke. Ne. Ampak bila je velika afera. Ne, bila je velika afera. Bistveno večja v osrednjih medijih kot zdaj. Ja, sej v resnici ta afera Glupi davki sodi v točno isto kategorijo. Ne. Tudi Vizjak je takrat opisal, kako deluje sistem globoke države. Ne. Ker globoke države so načeloma zelo pogosto isti ljudje, ne, ki delujejo namesto po transparentnih postopkih, delujejo nekje v zadju z drugimi omrežji. Ampak hočem povedati, bila je osrednja novica povsod, ne zdi se mi, da bi zdaj v tem primeru bilo. To mislite, da v bistvu ne gre za enake poudarke? Mediji delajo razliko. Ne? Seveda delajo razliko. Vse v Sloveniji, a kdo dvomi, da so mediji v resnici profilirani, ne, tako ali pa drugačne. Sej odpreš medij, prebereš in jaz načeloma poskušam dobiti navzkrižno informacijo, ne, pogledam na več koncev in si potem sam ustvarjam sliko. Ne. In včasih so te slike tako zelo očitne, da je to sramota tudi za novinarski poklic, ne, ko vidiš, kje je v bistvu poudarek. Ne. Pravo novinarstvo je objektivno, ne, kar pomeni, da presodiš vse vidike. Ne. Zdaj seveda nihče med nami se nikoli ne more popolnoma izogniti temu, čemu rečemo bias, ne, se pravi neko podzavestno prepričanje, ki ga imamo vsi, ali politično, ali pa kakorkoli drugačno, ne, tega se ne da izogibati, ga je pa treba imeti pod neko kontrolo. Ne. Ampak lahko pa spremljava, kaj se dogaja. Vendarle mediji so poskušali peljati narativ v teh volitvah, tudi kar se tiče prisluhov, ampak po socialnih omrežjih se pa širijo drugačne zgodbe. So tradicionalni mediji zdaj dokončno izgubili bitko z družbenim omrežjem. Vse je to pokazalo na teh volitvah. Mislim, da je mogoče edini Pop TV malo pogruntal, kaj se dogaja in vse slag je v bistvu na tej strani nekega zelo objektivnega novinarstva. Ne. Medtem, kar mi je zanimivo, ne, ker je njegov jezik, pa v bistvu ta njegov način novinarstva že nekaj stav karijere. Ne. Upam, da ga to rundo ne bo. Ne. Ampak gledate pa nekatere druge, ne, da ne bom jih s prstom kazal, je pa to zelo jasno, da je to v službi enostavno te trenutne vlade. Ne. Ampak se je tle potrebno karkoli čuditi. Ne, tako, kot se ne čudva recimo tem vidikom paralelne ali pa globoke države, to je med poznavalci jasno. Ne. Edina razlika je v tem, da so zdaj ljudje, tako sem povedal, ne, iz tega neposrednega kroga, ki so zelo blizu vrhu upravljanja teh paralelnih omrežij, to zelo jasno povedati, kako to izgleda. Ne. A si bil kaj šokiran pri katerikoli stvari, ki smo jo poslušali pa videli? Prav nič. Jaz tudi ne. Ja. Gospod Rupnik, bova tukaj zaključila. Najlepša hvala za obisk na Domovini. Hvala za povabilo. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost.